Predstavljate si na koncu druge svetovne vojne. Ljudje so bili pripravljeni šparati, podobno kot sem zdaj opisal primeri Zakojške grape. Industrija je bila razrušena, ampak potem v 10 letih, nekak leta 55, je bilo pa, se pa industrija nazaj postavila, dobrin je postajalo vedno več in dobrine so začele ustajati na policah v skladiščih. Ljudje so bili pač navajeni šparati, kupovati to, kar rabimo, dobrin je bilo pa vedno več in zaslužek se kar ni povečeval, dobiček se ni več povečeval. Pa je bilo treba potem nekaj izumiti. In ta mož, Viktor Lebo, znani ekonomist iz Združenih držav Amerike, je zapisal v eno revijo tole. Naše strahotno produktivno gospodarstvo zahteva, da spremenimo potrošnjo v način življenja. Poudarki so moji in namerni. Da preoblikujemo nakupovanje in uporabo dobrin v ritual. Veste, nekaj tazga navadnega, greš v trgovino, nekaj kupiš in to naj bo zdaj nek ritual. Zakaj pa? To je tako, ko greš na stranišče, tako, ko se zobe umiješ. Pač greš v trgovino, pa kupiš, kar rabiš. Ne, treba je po temu dodati nekaj več. Ritual. In še več. Treba je iskati duhovno zadovolitev v nakupovanju. Se predstavljate, ljudje hodimo v svetišča, kjer iščemo Boga, kjer iščemo pot k Bogu. Ne, v trgovskem centru bomo iskali od zdaj naprej duhovno zadovolitev in zadovolitev našega ega v potrošnji. V nečem tako banalnem, kot pravzaprav potrošnji. Merilo družbenega statusa, družbene sprejetosti, prestiža je treba poiskati v vzorcih naše potrošnje. In pravi naprej. Stvari je treba vedno hitreje potrošiti, zažgati, izrabiti, zamenjati in zavreči. Zanimivo. Kako smo mi temu sledili? Kar zavržemo. Kdo ima zdaj zašite kavoveke, hlače? Kdo? Srajca. Se še spomnim, ki mi ima flike šivala na kolenah, ko sem imel strgane hlače. Leta 62 sem se rodil, do leta 70 sem bil 8 let star, sem še hodil s šitam hlačem. Se pravi, dobrih 40 let nazaj smo še šivali. Kdo pa danes še šiva? Noben več. Treba je čim hitreje potrošiti, zažgati, izrabiti, zamenjati, zavreči. Imeti moramo ljudi, ki vedno bolj kompleksno, vedno bolj komplicirano, vedno bolj zahtevno, vedno bolj komplicirano, kompleksno jedo, pijejo, se oblačijo, vozijo, živijo in tako bomo dosegli vedno dražjo potrošnjo. Manifest potrošništva je moč napisal. Se je skazalo. In neverjetno, kako smo temu sledili.